Osebnost leta je Leopold Pungarčar. Na javni tribuni o 3. razvojni osi. Leskovška šola se poteguje za največjo ekofaco. Dober večer. Televizija Vaš kanal je in ostaja televizija dobrih zgodb, pa tudi izjemnih posameznikov, kar smo dokazali z včerajšnjo sklepno prireditvijo Osebnost leta 2018. Med 12 nominiranimi se je naslov Osebnost leta po mnenju vas, gledalcev, na podlagi glasovanja zaslužil predsednik Zveze motoklubov Slovenije Leopold Pungarčar, ki z motoklubom Trebnje že 2 desetletji prireja velikonočni blagoslov motorjev in motoristov v Mirni Peči. V Kulturno-kongresnem centru v Dolenjskih Toplicah, ki je gostil 3. izbor osebnosti leta po izboru gledalcev televizije Vaš kanal, je bilo v ospredju 12 kandidatov. Vsak od njih pa je na svojem področju delovanja pustil velik pečat. Zmagovalcu, motoristu in igralcu gre zasluga za to, da svojimi somišljeniki na velikonočni ponedeljek v Mirno Peč že 20 let privablja skoraj 10.000 glavo množico. Zdaj, kar se priznanj tiče, je tako. Ko ga dobim za igralske dosežke, je vedno to zaigrano. To priznanje, ki sem ga dobil pa za tole dogodek v Mirni Peči, pa ni zaigran, ta je pa res iskren. Ta nagrada je plod dela, 20-letnega dela Poldeta in vseh članov motokluba Trebnje, vključno z vsemi društvi, ki so v Mirni Peči, ne. Vsako leto namreč pri pripravi dogodka sodeluje najmanj 200 ljudi. Prizadevanja za boljši jutri vseh predlaganih osebnosti in njihova dobra dela tudi po zaslugi naše televizije ne ostajajo neopažena, je v nagovoru poudarila odgovorna urednica in direktorica vašega kanala Irena Vide. Vsi ljudje, ženske, moški, ki so bili nominirani, so izjemno hvaležne osebnosti. Hvaležni za to, da smo njihove zgodbe prepoznali in jih ponesli širši javnosti. Skozi osebne zgodbe nominirancev sta nas popeljala voditeljica Petra Krnc-Laznik in vodja akcije Marko Mesojedec. Ni toliko pomembno, kdo so kandidati, ampak predvsem, kaj so storili, kaj so doprinesli tej družbi. In vidi se, da to tudi ljudje na terenu prepoznavajo in zato tako množično glasujejo za svoje favorite. V imenu gostitelja prireditve je topliški župan Franc Volk pohvalil namen akcije Osebnost leta. Vse predlagane kandidate bi lahko posnemali, meni. Malo enega, malo drugega, vsekakor aktivnosti, s katerimi se ukvarjajo, dejanja, katera delajo, so vsekakor del nekega recepta za lepo življenje. Od januarja do decembra 2018 so tako akcijo med drugimi zaznamovali posamezniki dejavni na področju gasilstva, medicine, vojaške industrije, policije, pa tudi turizma, zgodovine, pohodništva in dobrodelnosti. Še ostajamo pri včerajšnji prireditvi, ki je obiskovalce, med njimi so bili tako prijatelji in družine nominirancev, kot predstavniki lokalne skupnosti in gospodarstva, navdušila. Še posebej so se jih dotaknile zgodbe 12 izjemnih posameznikov, ki so jih z glasbenimi poslasticami dodatno popestrili mladi člani in članice Big Banda šolskega centra Novo mesto pod taktirko Gregorja Zagorca, sicer lanske osebnosti leta vašega kanala. Poldrugo uro trajajoča prireditev obiskovalcev, pa tudi nominirancev, ni pustila ravnodušnih. Ljudje so najpomembnejši in danes ste to resnično odlično prikazali. Znate narediti zelo dobre prireditve, ki so lahko v ponos ne samo vam, celi Dolenjski. Tako da znamo tudi Dolenjci pokazati, kaj zmoremo in kaj znamo. Odlično. Veliko iskrenih ljudi in drži v ospredje postavljate človeka. Vesela sem, da sem prišla in še to lokalno okolje vaše je od narave naprej do ljudi enkratno. Kaj bi človek še hotel več? Ta čudovit večer, ta lepi scenarij, te mladi ljudje, vsi nekaj počno, celo znanstveniki. Jaz prišla najstarejša med njih. A bi lahko še kaj lepšega doživela? Izbrane osebnosti ne skoparijo s pohvalami na račun drugih. Recimo, tale poveljnik gasilcev iz Črnomlja. Kako je organiziral? Koliko težav je imel s tem?
Poglejva ta dva policista, ki sta rešila otroka. To ne moreš poplačati. Vsaka zgodba je nekaj za sebe, nekaj novega, nekaj izjemnega za vsako osebo, ki je bila nominirana, tako da res lepa prireditev. Pija Peršič, ki je prehodila hrvaško planinsko pot ob Jadranu, je imela, pravi, ob drugih nominirancih kar nekoliko slabo vest. Ampak kljub samo sem si nekako rekla, Pija, pa sej, počneš to že 6-7 let s svojim blogom, s vsemi svojimi javljeni s potmi, ki znajo biti včasih tudi zelo surova, zelo težka, v najtežjih trenutkih, ob točju, dežju, nevihtah. Ivana Kralja je odziv ljudi na akcijo očitno pozitivno presenetil. Ker ko enkrat dajo pohvalo policistom, pa tudi podjetnikom, ki jih imajo vedno bolj v črni luči, da so to barabe, pohlepneži pa tako naprej, mogoče pa je kakšno upanje za ta naš narod še. Gostov v dvorani niso navdušili le osebnosti meseca, ampak tudi mladi glasbeni gostje iz Big Banda šolskega centra Novo mesto. Za razvajanje brbončic in prijetno druženje v nadaljevanju večera pa gre zahvala topliškemu gostincu, ki je poskrbel za izbrano lokalno kulinarično zgodbo. Člani Belokranjskega okoljskega društva Proteus so včeraj v sodelovanju z občino Črnomelj pripravili javno tribuno z naslovom Kakšni bodo razvojni in okoljski učinki tretje razvojne osi v Beli krajini. Kot pravijo, so predvsem želeli izboljšati informiranost o tem, kako potekajo priprave na začetek gradnje in kdaj se bo ta pričela. Moram reči, da informacije, ki smo jih slišali danes, ohrabrujejo v tem smislu, da se aktivno dela na odsekih do Malin, da je tudi sprejet državni prostorski načrt do Metlike in do Črnomlja. Z umestitvijo ceste od Črnomlja do Vinice pa še niso začeli. Ker namreč stična točka na meji z Republiko Hrvaško še ni določena pri Vinici in dokler te točke ne bo, tudi ni pričakovati umeščanja. Je pa res, da se Republika Slovenija dogovarja s sosednjo državo. Sicer pa naj bi z gradnjo južnega kraka tretje razvojne osi začeli še letos, so zagotovili gostje javne tribune. V letošnjem letu se bo predvidoma, seveda po pridobitvi delnih gradbenih dovoljenj, dela začela na tem odseku, se pravi prva in druga etapa do izvoza za Revoz. Potem pa se želimo, da projekt teče naprej do Malin, neprekinjeno, zvezno, tako kot je tudi optimalno. Kdaj bo gradnja odseka do Malin končana, na to vprašanje pa Kocjanova ni odgovorila. Najpomembneje je, da se projekt ne ustavi, da se dela nadaljujejo. Mogoče je preuranjeno govoriti o letnicah. Letnic je bilo že zelo veliko, o njih govora. Je pa povedala, da bodo do Malin gradili 4-pasovnico. Kakšna bo cesta od Malin do Metlike in Črnomlja, pa še ni znano. Smo pa naročili izvedbo študije faznosti, etapnosti, prometno študijo Darsu, ki bo pač nam pokazala, kaj bi bili optimalni koraki od tu naprej. Predvsem si želimo, da bomo določene odseke začeli prej projektirati in graditi, ravno zaradi tega, da ne bomo s tem, ko si pripeljemo promet do Malin, naredili pa potem pa v Beli krajini problem. Da bi promet tekel tekoče, bi morali kritične točke, kot je obvoznica Metlike, graditi vzporedno s cesto do Malin, menijo belokranjski župani. Mi smo to pobudo dobili, jo poznamo, jo preučujemo, jo tudi razumemo, tako da je potrebno seveda iskati rešitve tudi za to situacijo. Okoljevarstveniki so v razpravi poudarili, da bo gradnja ceste velik negativen poseg v naravo Bele krajine. Vendar, kot pravi Plut, če seštejem pozitivne in negativne učinke sodobne cestne povezave do Bele krajine, potem se moram tudi kot okoljevarstvenik in naravovarstvenik odločiti za gradnjo hitre ceste, ki pa mora upoštevati vse evropske naravovarstvene standarde, dodaja Plut.
Na občini Šentrupert pa razmišljajo o selitvi občinske uprave v nove prostore in sicer v tako imenovano Kovačijo pri deželi Kozovcev. Kot pojasnjuje župan Andrej Martin Kostelec, bodo najprej pripravili vse načrte. Ko bo jasno, ali so prostori uporabni za namene občinske uprave, pa se bodo lotili selitve. Od ustanovitve občine dalje je občinska uprava delovala v najetih prostorih kmetijske zadruge Trebnje, novi župan pa bi jo rad preselil v Kovačijo. Tam ima zdaj svoje prostore Energetika Šentrupert, uporablja pa jih le njen direktor, pojasnjuje Kostelec. Jaz sem mu predlagal, če bi to prostore pustili za občino, je bil za to, tako da on mislim, da je že našel neko drugo lokacijo za svojo pisarno. Mi moramo zdaj točno preučiti mere, kaj je treba izvesti, da bo funkcionalno. Posebno poglavje bo predstavljalo shranjeno občinsko gradivo, dodaja. Veliko tega mogoče za odstraniti, kar je za hraniti po zakonu, se bo pa uredilo, mogoče tudi skeniralo, tako da se spravi v manjši prostor. Zato pa predvidevamo uporabljati prostore v hiši, Knezovi hiši, tako da bi tam arhiv bil in s tem olajšali, koliko omar, mis in tega je treba prenesti v Kovačijo. Kot je prepričan, bi morala biti selitev uprave v nove prostore izvedljiva brez večjih težav. Osnovna šola Leskovec pri Krškem je na vseslovenskem tekmovanju v ekoznanju dosegla najboljši rezultat med šolami Dolenjske, Belokranjske in Posavske regije. S tem se je uvrstila v finalno tekmovanje za največjo ekofaco, ki bo marca na šoli v Spodnji Polskavi. Največja faca na leskovški šoli pa je učiteljica matematike Tatjana Kerin, ki je pred dnevi prejela priznanje Blaža Kumerdeja. Leskovčani so v programu ekošole 12 let. Letos je na ekokvizu v 3-članskih ekipah tekmovalo več kot 2700 učencev. Šole zastopajo trojke. V Leskovški so Aneja Arh, Nina Levstik in Luka Cvelbar, ki delajo pod mentorstvom Jasmine Mlakar. Učenci si nekako razdelijo, vsak si izbere eno temo, letos so bile to podnebne spremembe, ekosistemi in voda in pa energija. Potem se dobivamo tedensko, pregledujemo literaturo, pripravljamo kakšne naloge, kakšne plakate iz tega. V bistvu nam je vsem nek skupen cilj, da poskušamo ozavestiti otroke, da je potrebno skrbeti za naš planet, da bodo tudi v prihodnosti oni imeli še nekaj od tega. Ekipa, ki je od 30 možnih osvojila 27 točk, se ne uči zgolj za tekmovalni uspeh. Tudi za življenje, da bomo vedeli, da bo še planet ostal tak, ko je, da se ne bo čisto spremenil, pa da bomo lakše živeli sploh. Učiteljski poklic je zahteven, saj je odgovoren za oblikovanje celotne družbe. Najvišja strokovna nagrada v šolstvu je priznanje Blaža Kumerdeja, ki ga je pred dnevi prejela učiteljica matematike Tatjana Kerin. Pri svojem delu sledi visokim strokovnim standardom poučevanja, svoje strokovno znanje pa ves čas nadgrajuje in poglablja ter skrbi za svoj profesionalni razvoj. Svoje izkušnje uspešno deli in predstavlja drugim učiteljem ter jih navdušuje za spremembe in sodobne pristope k učenju in poučevanju matematike. Zdaj, moj način dela je, ali pa sploh v zadnjih letih, bom rekla, se res nagibam k temu, da učenci nekako sami postavljajo si svoje cilje, da oni torej vedo, kaj bi se radi učili, kako se bodo učili, da pravzaprav sledijo stopnje ali pa nivoju znanja, ki so ga pravzaprav sposobni doseči. In to načrtujemo skupaj. In potem je lažje. Kumerdejevo nagrajenko bomo predstavili v Posavskem obzorniku prihodnji četrtek. Že čez 1 uro pa si poglejte pogovorno oddajo o slovenščini ob Mednarodnem dnevu maternih jezikov. Ostanite torej še naprej v naši družbi in preživite lep večer.